Velikokrat do mene pridejo izobraževalci, ki migrirajo, bom rekla, iz klasičnega izobraževanja v tako imenovano spletno izobraževanje v živo, torej na e-delavnice preko Zooma ali Teamsov, in pridejo do mene z vprašanjem: Maruša, daj ti meni pomagaj, daj mi ti kakšno orodje, s katerim bojo moje spletne delavnice postale boljše, bolj interaktivne, bolj zanimive, ne? In seveda potem na tej točki seveda spletni edukatorji oziroma izobraževalci pričakujejo, da bom prišla ven z, bom rekla, breakout sobami, z raznimi mentimetri, karkoli že, pač z nekimi tehničnimi orodji. Ampak prava skrivnost se skriva za moje pojme v tako imenovanih facilitacijskih tehnikah in metodah oziroma nasplošno v svetu facilitiranja skupinskih procesov. Tukaj res lahko, bom rekla, od kolegov facilitatorjev, ki facilitirajo bodisi sestanke, odločevalske sestanke, brainstorminge, mogoče neke strateške delavnice in tako naprej, se res lahko veliko naučimo in prenesemo tudi v izobraževalni proces in s pomočjo vseh teh tehnik, metod in vseh, bom rekla, komponent, ki gradijo dober facilitiran proces, res naredimo lahko tudi spletne delavnice v živo preko Zooma in preko Teamsov, tako interaktivne ali pa celo še bolj interaktivne, še bolj vključujoče, bolj dinamične, bolj participatorne, kakršenkoli izraz že uporabite, skratka bolj učinkovite za naše udeležence. Zdaj recimo en primer, kaj to pravzaprav pomeni. Recimo, da imamo mi, sem jaz zdaj zmislila en primer, to, da imamo za ilustracijo, recimo, da imamo mi delavnico prodajnega treninga. Kako to delavnico lahko zdaj izvedemo preko Zooma? Lahko tako, da se postavimo pred Zoom, pred spletno kamero, na drugi strani imamo udeležence in mi 1 uro predavamo. Predavamo vse o, karikiram, nisem strokovnjak za prodajo, za prodajne treninge, skratka, damo recimo, ne vem, rečemo, tole so tehnike ali pa to je proces, prodajni proces, skozi katerega greste in, ne vem, pol ure predavate o tem. Ali pa kaj so tipični ugovori in kako se na tipične ugovore odzvati. Pa predavamo, to se pravi vse, serviramo, jaz temu rečem serviramo na krožniku, na platnu našim udeležencem. Vendar pa ne pozabimo, če govorimo o izobraževanju odraslih, to se pravi pred sabo imamo odrasle, običajno so to ljudje, ki so že, bom rekla, delajo na tem področju, ne? In zdaj v bistvu gre samo za to, da izboljšujejo svoje veščine, pilijo svoje veščine in odrasli imajo torej izkušnje. Dajmo to izkoristiti. Eden od andragoških principov je, da v bistvu odrasli prihajajo z izkušnjami in je treba to izkoristiti, zato da bo za njih še toliko bolj pomembno, relevantno in učinkovito. Torej, namesto da mi udeležencem serviramo, ne vem, kaj so tipični ugovori ali pa kaj je tipičen prodajni proces, obrnemo zadevo okoli in udeležence povabimo, da sami ustvarijo svoj prodajni proces. Recimo na podlagi svoje prakse, kaj delajo, in smo potem mi kot izvajalci, to se pravi kot, bom rekel, facilitatorji, oziroma v tem primeru neki inštruktorji, neki, bom rekel, strokovnjaki na tem področju, potem v bistvu celo zadevo zaokrožimo. Seveda damo mogoče neke iztočnice na začetku, potem jih povabimo v neko skupinsko delo in na koncu celotno zadevo pregledamo skupaj, dopolnimo kot strokovnjaki, dodamo dodatne usmeritve, popravke oziroma korekcije in tako naprej, ne. Skratka, in smo tukaj v bistvu obrnili plato, ne, obrnili smo ploščo, da namesto serviramo na pladnju, izkoristimo udeleženčevo pač znanje, ki ga udeleženci že imajo, naredili smo zadevo vključujočo, da so udeleženci, bom rekla, vključeni v proces in pa, da v bistvu njihovi možgani delajo, ne. To se pravi, niso samo pasivni sprejemniki tistih informacij, ampak dejansko delajo. Zdaj, to je bil en primer, no, in tukaj v bistvu zdaj, kako to izvedemo, je tisto ključno vprašanje, kjer se lahko poslužimo raznih teh facilitatorskih metod in tehnik. Recimo tukaj bi recimo jih lahko dali v 2 skupini. Ena skupina, ne vem, najprej piše vprašanja ali pa možne ugovore in potem zamenjajo in drugi jim odgovarjajo oziroma dajejo predloge, kako te ugovore obrniti in tako naprej. No, recimo en primer, no, zdaj sicer to ni neka konkretna metoda oziroma tehnika, ampak recimo toliko za občutek, da dobite idejo, kaj in kako recimo to izvesti na daljavo. Tako da zdaj na daljavo, kar je pomembno pri tem procesu, so 3 stvari, ki jih moramo upoštevati. Namreč prva stvar, in to so pa dejansko, bom rekla,
nekaj, kar se lahko učimo od kolegov facilitatorjev, to so profesionalnih facilitatorjev. Prva stvar je ustvariti varen prostor. Ne moramo kar pričakovati, da pridejo ljudje, po možnosti iz različnih koncev in krajev, ki se niti ne poznajo med sabo in bojo zdaj kar začeli, prodajniki bi znali biti, no, malo bolj odprte narave, ampak načeloma pri kakšnih tematikah pa ne moramo zdaj kar pričakovati, da bojo ljudje drli in množično prispevali svoje ideje. Skratka, včasih je treba, oziroma ne včasih, ampak vedno je treba nekako pripraviti ta varen prostor, tako iz tega vidika zaupnosti, pač tega sodelovalnega vzdušja in tudi, bom rekla, iz tehničnega vidika, da vejo, kje so, kaj so in jih pač seveda vpeljati v uporabo orodij. Druga stvar je načrtovati proces. Zdaj, če smo na terenu, pa imamo neko tako delavnico, se lahko ad hoc ali pa pač, bom rekla tako, na licu mesta spomnimo, pa rečemo, bomo tamle vzeli en flipchart papir, ga dali našim udeležencem, naj vzamejo flomastre pa zapišejo. No, v digitalnem svetu, v online svetu, pri e-delavnicah to pač ne deluje tako, ker nimamo vedno papirja tamle kar pri roki. Skratka, tukaj gre predvsem tudi za ta proces. Tudi recimo v tistem primeru, ki sem ga prej dala, da udeleženci delajo v skupinah. Če hoče Franci iz skupine A dati recimo primere svojih ugovorov Lojski v skupini B, to ne more narediti v svojem zvezku, na svojem papirju, ampak mora biti to v neki digitalni obliki, zato da lahko potem pač druga skupina dela naprej na tej zadevi. Tako da tukaj takoj potem pridemo do tega, to se pravi v prvi točki do tega, da moramo načrtovati proces, kako bo to izgledalo, katera orodja bomo uporabljali, kakšna navodila bomo dali in vse te zadeve, do tega, da v drugi točki pridemo na to, da poskrbimo, to je v bistvu tretja točka, zdaj torej prva je ustvariti varen prostor, druga je načrtovati proces in pa tretja, da poskrbimo za primerna, ustrezna digitalna orodja, da vse to pripravimo vnaprej. Smo rekli, ne moramo kar papirja vzeti pa ga dati, tukaj moramo pač pripraviti zadeve vnaprej in da damo ustrezna navodila in da ustrezno facilitiramo celoten proces, to se pravi od začetka do konca, da v bistvu potem pač to vklopimo in pač da to vključimo in potem na koncu povzamemo, to se pravi na koncu pa pridemo spet kot strokovnjaki, kot mentori, mogoče kot coachi, inštruktori in celotno zadevo povzamemo, zapakiramo oziroma nekako suvereno zaključimo, da pač udeleženci dejansko odnesejo neko znanje. Zdaj, če te ta proces, bom rekla, zanima, kako torej od ustvarjanja varnega prostora do načrtovanja takega procesa, do uporabe digitalnih orodij, predvsem pa to, da dobiš izkušnjo iz prve roke kot udeleženec v takem procesu in seveda, da lahko preizkusiš tudi kot potencialni, bom rekla, facilitator oziroma da preizkusiš zadeve, bom rekla, praktično, vabljen. V februarju je program Spletni facilitator, torej e-facilitator, veščine spletne facilitacije, ki ga soizvajam s kolegico profesionalno facilitatorko, na voljo v obliki 5-dnevnega spletnega usposabljanja. Dobimo se 5-krat, delamo po 5 ur dopoldne, 5 pedagoških ur. Sliši se veliko, ampak garantiram iz prve roke, iz strani udeležencev, da vedno mine kot bi trenil, skratka, ker dejansko res delamo, ker ste kot udeleženci vključeni, preizkušate zadeve. Skratka, v februarju, konec februarja 2023, torej izvedemo skupinsko izvedbo, dobimo se enkrat na teden in postopoma krepimo svoje veščine facilitiranja, spletnega facilitiranja za uporabo spletnih delavnic oziroma v namene izvajanja spletnih delavnic ali celo tudi drugih zadev, kot so, ko enkrat znaš to veščino, lahko delaš tudi zelo učinkovite skupinska srečanja, kakršnekoli druge narave, kjer je pač nek cilj, nek skupen cilj, kateremu pelješ udeležence.